Gasna enota, vino! Spoštovani, pred pričetkom današnje slovesnosti bodo pred grobnico herojev položili vence. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Delegacija Zveze združenj borcev za vrednote Narodno-osvobodilne vojne Slovenije. Delegacija Mestne občine Ljubljana. In delegacija Mestne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Ljubljane.
Enote, mirno. Hodi korakom. Prej. Na prizorišče prihaja ešalon bojnih zastav, enot partizanske vojske in zastavonoše, nosilci bojnih zastav, poveljstev in enot Slovenske vojske. Zastavonošam poveljuje pripadnik Slovenske vojske, praporščak Andrej Jurjevič. Rudarska godba Hrastnik je na današnji dan pred 70 leti ukorakala na čelu partizanskih enot v Ljubljano. Godbo danes vodi dirigent Uroš Razpotnik. Godbo, ki obstaja že 160 let, pa je pred 70 leti vodil Jože Brun. Pokrij! Častni pozdrav! Na mestu, mor! Spoštovani prisotni, na tej veličastni prireditvi v počastitev 70-letnice osvoboditve. Danes praznujemo dan zmage velike antifašistične koalicije, del katere je bila tudi Slovenska partizanska vojska. Ta je s sodelovanjem na pravični strani zagotovila slovenskemu narodu pravico do obstoja in pravico do dostojanstva. Vrnila mu je Primorsko in ustvarila realne možnosti za razvoj in kasnejšo osamosvojitev. Dan zmage je bil velik dan za slovenski narod. Danes,
ko se spominjamo te velike obletnice, se želimo zahvaliti vsem tistim, ki so prispevali k zmagi. Vsem slovenskim partizanskim borcem in vsem zavezniškim vojskam. Med nami pozdravljava predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, prvega predsednika Republike Slovenije in današnjega slavnostnega govornika Milana Kučana, Zorana Jankovića, župana Ljubljane, mesta Heroj, predsednika parlamenta, državnega sveta, ustavnega sodišča, poslanke in poslance državnega zbora, svetnice in svetnike državnega sveta Republike Slovenije. ministrice in ministre vlade Republike Slovenije, županje in župane slovenskih občin in župana prestolnice Albanije, Tirane, predstavnike prijateljskih držav, veleposlanike, konzule in vojaške atašeje. predsednike in predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij, predstavnike veteranskih organizacij iz prijateljskih držav, narodne heroje, borce in ostale goste ter udeležence in predstavnike verskih skupnosti. predsednika, članice in člane organov Zveze združenj borcev, predstavnike Slovenske vojske in predstavnike društva Triglav, Gorjanske čete, Duletove čete. pozdravnemu nagovoru vabim župana mestne občine Ljubljana, Zorana Jankovića. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovane borke in borci, dobrodošli v sončni, svobodni Ljubljani. Pozdravimo še enkrat predsednika Republike, gospoda Boruta Pahorja. Pozdravimo prvega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. Pozdravimo častnega predsednika Zveze borcev, tovariša Janeza Stanovnika. In predsednika Zveze borcev Tita Turnška. Pozdravimo tudi poveljnika Rdeče armade, generala Mosejeva. Danes je za svet in Ljubljano pomemben dan. Ljubljana slavi 70 let svoje osvoboditve, 70 let, kar je ujahala in prišla partizanska brigada, Ljubljanska brigada, ki je prva osvobajala Ljubljano. Med tistimi, ki so bili na čelu, je od včeraj tudi naš častni meščan, tovariš Marko Vrhunc.
Prinesli so nam svobodo in upanje, da bomo živeli v srečni, lepi domovini. Kaj je vodilo te fante, ki so leta 1941 šli v borbo proti mnogo močnejšemu sovražniku? Pogum, volja do domovine, volja do svojega jezika, tovarištvo, sodelovanje. 4 leta težkih borb in dobili smo svojo svobodo. Hvala vsem, ki so dali svoje življenje za to našo svobodo in vsem, ki so bili udeleženci v narodnoosvobodilni borbi. Ker bo slavnostni govornik več govoril o tem, bi rad samo rekel vam, partizankam in partizanom, borkam in borcem, če bomo povzeli vaše vrednote, vrednote, ki spoštujejo človeka, vrednote, ki ljubijo svobodo, mir, vrednote, ko imamo tovarištvo v krvi, prijateljstvo, potem bomo tudi v teh časih uspeli. Hvala vam za vse in pa iskrene čestitke Ljubljani, mestu heroj in celi Evropi, da so pred 70 leti premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem in fašizem. Srečno, svobodna Ljubljana! Da smo lahko danes zapeli Zdravljico, pesem našega genialnega vizionarja Franceta Prešerna kot državno himno, se je naš narod moral skozi stoletja dokazovati s svojo žilavostjo in neprestanim bojem proti vselej močnejšim nasprotnikom. Vedno smo se morali odločati za zavezništva, s katerimi smo prebrodili najbolj usodna obdobja negotovosti. Kot narod, ki je sposoben sam odločati o svoji usodi, smo se dokončno prekalili v času, ko sta Evropo in nato še svet pretresli 2 apokalipsi v 20. stoletju, prva in druga svetovna vojna. Kaotični zasuki prve svetovne vojne so Slovence razmeščale na vse mogoče fronte. Nacionalni teritorij pa je pohabljen končal v družbi južnoslovanskih narodov. Začasno je bila to odrešitev s priložnostjo, da se narodova samozavest dvigne in pripravi za prihodne preizkušnje. Vse od konca velike vojne 1918. leta je bilo moč slutiti, da je mir v Evropi le začasen in da se bodo poraženci, pa tudi nekateri zmagovalci, lotili preurejanja sveta še enkrat. Oktober 1922. Benito Mussolini postane predsednik italijanske vlade. 30. januar 1933. Adolf Hitler postane predsednik nemške vlade. 28. september 1938. Začne se konferenca v Münchnu, kjer Velika Britanija in Francija Hitlerju dovolita vkorakanje v Sudete. 23. avgust 1939. V Moskvi podpišejo nemško-sovjetski sporazum o nenapadanju. 1. september 1939. Nemčija napade Poljsko, Anglija in Francija napovesta vojno Nemčiji. 28. oktober 1940. Italija napade Grčijo. 25. marec 1941. Jugoslavija pristopi k trojnemu paktu Nemčije, Italije in Japonske. 27. marec 1941. Vojaški udar v Jugoslaviji, ki razveljavi pristop k trojnemu paktu. 6. april 1941. Nemčija napade Grčijo in Jugoslavijo. 17. april 1941. Kapitulacija Jugoslovanske kraljeve vojske. 27. april 1941. Ustanovitev Osvobodilne fronte. Slovenija
je drugo svetovno vojno dočakala kot del kraljevine Jugoslavije, brez Primorske, ki je pripadla Italiji, in brez Koroške, ki je s plebiscitom ostala v Avstriji. Ideja združene Slovenije je spet postala aktualna ob izbruhu nove vojne. Ob dejstvu, da je bil cilj okupatorjev, Nemcev, Italijanov in Madžarov, uničenje Slovencev kot naroda, se zdi logično, da so se vse napredne sile Slovencev združile v osvobodilni fronti. Pridružile pa se nista katoliška cerkev in klerikalna politika. Na dolgi rok se jim ta kalkulacija ni izšla. Pravi odgovor Slovencev na okupacijo je bil, kot že tolikokrat v zgodovini, odpor. Orkester slovenske policije je bil ustanovljen leta 1948. Ves čas nastopa na vseh pomembnejših prireditvah in je protokolarni orkester Republike Slovenije. Tokrat spremlja združene zbore, ki jih sestavljajo partizanski pevski zbor, tržaški pevski partizanski zbor Pinko Tomažič, moški pevski zbor Folte Hartmann iz Pliberka. Skupaj nas bodo pod vodstvom Romana Grabnerja spomnili, kako smo si kremeniti Slovenci obljubili, da bomo nekega dne svobodni. Junij 1941. Hitler napade Sovjetsko zvezo. Ustanovljeno je glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. 4. julij 1941. Komunistična partija Jugoslavije pozove k oboroženi vstaji. 22. julij 1941. Začetek vstaje v Sloveniji. 28. julij 1941.
Osvobojeno Užice. Nastanek Užičke republike, prvega osvobojenega ozemlja na tleh Jugoslavije. 5. december 1941. Začetek sovjetske ofenzive pri Moskvi, ki pomeni konec blitzkriga nemške bliskovite vojne. 7. december 1941. Japonci brez vojne napovedi napadejo ameriško oporišče vojnega ladjevja na Havajih, Pearl Harbor. Združene države Amerike vstopijo v vojno, kar spremeni razmerje sil tudi v Evropi. 12. december 1941. Napad Cankarjevega bataljona v Rovtu na nemške policiste, kar je začetek poljanske vstaje. Odporniško dejavnost je vodila Osvobodilna fronta slovenskega naroda, ki je bila ideološko raznolika organizacija. Med 15 ustanovitelji pa so prednjačili Komunistična partija Slovenije, krščanski socialisti in pripadniki telovadne organizacije Sokol. Vrhovno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je bilo ustanovljeno na dan nemškega napada na Sovjetsko zvezo. Do konca leta 1941 je bilo ustanovljeno več kot 30 partizanskih čet in 5 bataljonov. V letu 1942 je partizanska vojska narasla na bataljone, odrede in grupe odredov. Ustanovljene so bile prve 4 partizanske brigade. Partizanski pevski zbor je nastal iz okrevajočih partizanskih ranjencev leta 1944 v Planini pri Črnomlju, kot edinstven zbor v takratni vojskujoči se Evropi. Zbor ohranja partizanske in domoljubne pesmi zadnjih 100 let, ko se je slovenski narod bojeval za svoj obstoj. Z nastopi je že davno prekoračil številko 2000. Vodi ga profesor Franc Gornik. Prenekateri Slovenec se je pridružil mednarodnim brigadam, ki so v Španiji stopile ob bok republikanski vladi v boju zoper fašistične upornike. Od tam so prinesli veščine vojskovanja, zanesenost in tudi kakšno pesem, ki je pozneje pri nas ponarodela.
comunista, que los amigos presos de este gobierno fascista, que los amigos presos de este gobierno fascista. ¡Viva la Asturias la roja! ¡Viva la niña bonita! ¡Viva la que te enamores con un joven comunista! ¡Viva la que te enamores con un joven falangista! Deveti do 11. januar 1942. Bitka v Dražgošah, ki je bila ob veliki žrtvi civilnega prebivalstva prva velika partizanska zmaga nad nemškim vojnim strojem. 4. junij 1942. Bitka za Midway na Pacifiku je prvi poraz Japoncev in pomeni preobrat, ko so Američani prevzeli pobudo. 10. junij 1942. Začetek napada na Kozaro, ko so okupatorji razgalili vso svojo surovost do civilnega prebivalstva v Bosni. 13. julij 1942. Začetek italijanske Roške ofenzive, ki je enako obračunavala s Slovenci, osnovnega namena, uničenja partizanskih sil pa ni dosegla. 23. avgust 1942. Začetek bitke za Stalingrad, ki se je končala 2. februarja 1943 s popolnim uničenjem nemške 6. armade. 23. oktober 1942. Bitka pri El Alameinu, po kateri so se Nemci in Italijani v Afriki le še umikali. 8. november 1942. Izkrcanje zaveznikov na Maroško obalo v severni Afriki. 14. januar 1943. Konferenca v Casablanki. Vojna na slovenskih tleh je bila neusmiljena. Izseljevanje Slovencev v Srbijo ter v nemška in italijanska taborišča, nasilne mobilizacije v italijansko in nemško vojsko, kakor tudi podeseterjena maščevanja za sleherni odporniški uspeh, streljanje talcev in tudi povsem nedolžnega civilnega prebivalstva so se stopnjevala iz dneva v dan. Morda pomembnejše od orožja je bilo ilegalno obveščanje prebivalstva. Sredi okupirane Evrope so slovenski ilegalci organizirali podtalni tisk. Naslovi kot Slovenski poročevalec, Delo, Slovenska revolucija, V borbi za svobodo so pomenili objektivnejšo resnico o stanju na frontah, kot so jo vsiljevali okupatorski viri. Edinstven je bil že leta 1941 ustanovljeni Radio Kričač, ki ga okupator ni mogel utišati drugače, kot da je prebivalstvu zaplenil vse radijske aparate. Pravo naravo in podobo življenjske trdoživosti pa so izkazovali partizanski mitingi, ki so se trudili za visok kulturni nivo in katerih vrh predstavlja partizansko gledališče na osvobojenem ozemlju. Celo satira v podobi Lista Pavliha je imela svoj prostor pod soncem. Kljub izjemno oteženim okoliščinam, ko je okupator z bodečo žico glavno mesto province Ljubljano spremenil v koncentracijsko taborišče, je slovenski narod takrat bil dobro obveščen in se je lahko opredeljeval do poteka druge svetovne vojne ter hkrati dokaj dobro slutil, v katero smer se bo odvila. Žalostno je, da se le z redkimi izjemami na Primorskem in Štajerskem teh resnic ni posluževala tudi cerkev svojih prižnic.
Namesto tega je raje pod vatikanskim vplivom med neukim delom prebivalstva širila ideološki strah pred demonom z vzhoda komunizmom ter tako vzpodbudila bratomoren boj. Ves čas hudih borb je v partizanih živel optimizem in želja po svobodi. Združeni zbori ob spremljavi orkestra slovenske policije bodo zapeli pesem, ki pooseblja partizanski neuklonljivi duh. Januar 1943. Začetek bitke na Neretvi, četrte ofenzive s poskusom uničenja partizanske vojske v Jugoslaviji, ko je Titu uspelo rešiti 4000 ranjencev in svojo vojsko iz okupatorskega obroča. 26. marec 1943. Bitka v Jelenovem žlebu, kjer sta Cankarjeva in Gubčeva brigada potolkli Italijane. 13. maj 1943. Predaja nemške in italijanske vojske v Afriki. 15. maj 1943. Začetek pete ofenzive, bitke na Sutjeski, ko je partizanska vojska dokončno potrdila svoje preživetje, čeprav je bil njen vrhovni komandant v bitki ranjen. 5. julij 1943. Bitka pri Kursku, ki je bil največji tankovski spopad v drugi svetovni vojni, od katerega se Nemci niso več opomogli. 10. julij 1943. Izkrcanje zaveznikov na Siciliji. 8. september 1943. Kapitulacija Italije, po kateri se Mussolini umakne ob Gardsko jezero v marionetno Salojsko republiko pod okrilje Nemcev. 28. november 1943. Teheranska konferenca. 6. junij 1944. Izkrcanje v Normandiji. Februarja 1944 je med pohodom 14. divizije na Štajersko padel preroški pesnik Karel Destovnik Kajuh. Zapisal je: "Veš, mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti." Slovensko odporniško gibanje je bilo del vsejugoslovanskega odpora in slovenska partizanska vojska je bila pomemben del tako imenovanih Titovih partizanov. Te pa je zavezniška koalicija postopoma pripoznala kot edino relevantno gibanje proti trojnemu paktu na Balkanu.
Tito je bil za Churchilla prepričljivejši od pobegle kraljevine vlade v Londonu. In dejansko so vse druge oborožene formacije na jugoslovanskih tleh slej ko prej začele kolaborirati z okupatorji. Na slovenskem osvobojenem ozemlju so pričele delovati zavezniške misije, pričela je pritekati pomoč v orožju in drugih dobrinah. Slovenski partizani so vzorno skrbeli, da so se sestreljeni zavezniški letalci lahko zdravili v partizanskih bolnišnicah in se potem varno vračali k svojim enotam. Za slovenske ranjence pa so poskrbeli zavezniki v južni Italiji. Sovjetska rdeča armada je z ramo ob rami s partizani osvobodila Beograd. Na Bazovici pri Trstu so leta 1972 pod vodstvom Oskarja Kjudra ustanovili tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Mešani pevski zbor tvori približno 60 pevk in pevcev in je glasnik narodno-osvobodilnega boja. Njegove vrednote s pesmijo prenaša na mlajše rodove, da bi ti ohranili željo po združevanju, tovarištvu, strpnosti in sprejemanju različnosti v svetu brez meja. Do sedaj zbor beleži že več kot 1000 nastopov. Vodi ga pevovodkinja Pia Cah, poje pa v več jezikih, saj je domoljubna pesem doma povsod.
v sestavi zavezniških sil, ki so počasi, a zagotovo mlele nacifašiste, seveda veliko vlogo igra tudi Rdeča armada Sovjetske zveze. In tudi njo je hrabrila odločna pesem. Junij 1944. Operacija Bagration. Rusi so uničili skupino armad Center. 20. oktober 1944. Izkrcanje Američanov na Filipinih. 16. december 1944. Nemška ardenska ofenziva, ki je bila zadnji poskus ponovnega preobrata v vojni. 27. januar 1945. Enote Rdeče armade osvobodijo uničevalno taborišče Auschwitz pri Krakovu in tako se prične zavezniško odkrivanje holokausta, najgrozljivejše podobe druge svetovne vojne. 4. februar 1945. Jaltska konferenca, ki je potekala v duhu urejanja povojne Evrope. 19. februar 1945. Bitka za Iwo Jimo, ko so Američani stopili na prag Japonske. 22. marec 1945. Zavezniki prečkajo Ren. 16. april 1945. Začetek bitke za Berlin. 30. april 1945. Adolf Hitler stori samomor. 8. maj 1945. Nemčija podpiše brezpogojno vdajo. Ozemlje Slovenije je imelo veliko vlogo tudi med zadnjimi boji v Evropi, ko so se čez tukajšnje območje pomikale vse nemške sile iz jugovzhodne Evrope proti Avstriji in ko so se na slovenskih severnih in zahodnih mejah srečale zavezniške vojske iz vzhoda in zahoda. Slovenska partizanska vojska je ob zaključnih bojih za osvoboditev delovala skupaj z armadami Jugoslovanske armade. Na Primorskem je slovenski 9. korpus skupaj s 4. armado Jugoslovanske vojske 1. maja 1945 osvobodil Trst in Gorico.
Ljubljano so 9. maja pred 70 leti ukorakale enote slovenskega 7. korpusa skupaj z enotami 27. hercegovske divizije. Na Koroškem so v zadnjih bojih sodelovale enote 4 operativne cone, 4. operativne cone in so zajele nemško skupino Armat E. Boji so kljub kapitulaciji Nemčije trajali vse do 15. maja, saj so se Nemci in njim pridruženi kvizlingi skušali izogniti Rusom in se predati zahodnim zaveznikom. S tem so povzročili veliko nepotrebnih žrtev. Nadaljevala pa se je še vojna na Pacifiku in Daljnem vzhodu, vse do kataklizmične uporabe atomskih bomb. Pa tudi kaos po vsej Evropi, ko so se razčiščevale posledice kolaboracije, je bil bolj podoben vojni kot miru. Preštevilne žrtve te nerazumne morije si tudi danes, po 70 letih, zaslužijo naše globoko spoštovanje. Opominjajo nas, pozivajo nas k odgovornosti, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Čeprav se v relativno manjši meri ves čas, brez enega samega dneva premora, po zemeljski krogli dogajajo spopadi, ki izpričujejo človeško nemoč sporazumevanja in naivnost, da bo orožje najbolje reševalo zaplete, ki jih narekuje pohlep. Zato bi verziji Zdravljice: žive naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Sodili na pročelja vseh mednarodnih organizacij in inštitucij, ki preurejajo naša življenja po vsem planetu. Že 1931. leta so v Pliberku na avstrijskem Koroškem ustanovili moški pevski zbor, ki ga je vse do leta 1983 vodil Foltej Hartmann, po katerem zbor nosi ime. Po vseh dolgoletnih uspehih in zaslugah za slovensko dvignjeno glavo na avstrijskem Koroškem se s ponosom pridružuje Združenim zborom na današnji slovesnosti. Zadnji v vrsti pevovodi je gospod Martin Kušej. Domovina naša je svobodna, prosto diha spet slovenski rod. Bliska gora in dolina rodna,
vabim današnjega slavnostnega govornika, prvega predsednika Republike Slovenije, Milana Kučana. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani župan Ljubljane, mesta gostiteljice, spoštovane in drage borke in borci, dragi prijatelji. Med nami ste tudi tisti, ki se spominjate 9. maja pred 70 leti. Vas še posebej pozdravljam. Pritrdili mi boste, da je bilo veselje tistega sončnega pomladnega dne velikansko in iskreno. Končana je bila večletna mora. Pesem srečnih ljudi je odmevala povsod, s cvetjem so pričakali osvoboditelje in se jim zahvaljevali. Tudi tu, v Ljubljani, v srcu slovenskega odpora. Z žico zasužnjeno uporno mesto ni bilo nikoli pokorjeno. Ljubljana je bila in ostala mesto heroj. Sam si štejem v čast, da sem njen častni občan. Spomin na tisti čas je trajno vklesan tudi v pot spominov in tovarištva. Ideje upora in svobode vsako leto znova oživljajo novi rodovi Slovencev z množičnim pohodom okrog mesta. Svobodoljubja ni mogoče zatreti. Ni mogoče pokoriti naroda, ki se zaveda pravičnosti svojega boja. To smo potrdili tudi Slovenci. Odločitev za oborožen odpor je prepričljivo zanikala usodo majhnosti in nemoči slovenstva. Pluralistična osvobodilna narodna organizacija znotraj Hitlerjeve Evrope že aprila 1941 je bil izjemno zgoden in zrel političen odziv. Ni šlo le za obrambo golega življenja. To je bila odločitev za dejaven in ustvarjalen vstop Slovencev v nastajajoči novi svet. Bila je odločitev za dom, za svobodo in tudi za drugačno, boljšo, pravičnejšo družbo. Upor je bil zgodovinsko, politično daljnovidno in državotvorno dejanje. Za vselej nam je določil mesto med narodi, ki so svojo medvojno opredelitvijo ustvarili temelje sodobnega sveta. Odločitev za boj proti barbarstvu v Evropi danes ni le sestavina naše demokracije, je tudi temelj naše suverenosti. Slovenci smo takrat bili evropski. Zavestjo in dejanji smo bili združeni svobodoljubno in demokratično Evropo. Podobnost ciljev Osvobodilne fronte in zavezniške koalicije govori o tem dovolj prepričljivo. Osnovni pogoj za nastanek protifašistične zveze narodov, utemeljene z Atlantsko listino in za njeno zmago je bil oborožen odpor. Nihče od zaveznikov takrat ni razmišljal o tem, da je odpor nesmiseln, kot še vedno odmeva v delu slovenske politike. Zato tudi ob tej obletnici velja poudariti, da ujetost sedanjih državnikov v geopolitične interese velikih držav nič in nihče ne odvezuje zaveze,
da ostanejo zvesti besedam miru in upanja velikih državnikov takratnega zmagovitega časa, ki so obljubili nikoli več. Spoštovani, v najbolj kritičnem trenutku narodovega obstoja smo bili Slovenci na višini zgodovinskih znamenj časa. Bili smo velik narod. Odpor je temeljil na globokem prepričanju, da je za narodovo osvoboditev potrebno skupno delovanje političnih in narodovih silnic. Da ne more biti ideološko pogojen in izključujoč. Zato so se politične skupine znotraj Osvobodilne fronte tudi uspele zediniti o sodelovanju za osvoboditev. Tudi zato je ob koncu vojne na vseh mejnikih slovenskega nacionalnega prostora stal slovenski partizan. Tudi zato nam je partizanski boj vrnil Primorsko. Programska točka, da se vprašanja, ki presegajo okvir osvoboditve, rešujejo po vojni, ko naj bi bila vpeljana demokracija, pa ni bila uresničena. To je ena usodnih napak takratne slovenske politike, ki so vodile do mnogih nesrečnih dejanj med vojno in po njej. Tako kot je imelo tragične posledice tudi dejstvo, da del takratne slovenske politike ni zmogel moči za odpor okupatorjem in je sprejel njegovo oblast in orožje. Slovenski narod se je zapisal med uporniške narode, ki so se povezali v obrambi človeške civilizacije. Te evropske legitimacije nam ne more vzeti nihče. Skrbno pa moramo paziti, da si je tudi sami ne bomo vzeli z nerazumnimi spori o svoji preteklosti. Ne moremo si privoščiti, da bi nas delitve iz minulih časov delile še za danes in jutri. Pieteta do žrtev zahteva, da ne bijemo političnih in ideoloških bitk prek njihovih grobov. Nasprotno, terja voljo in sposobnost za preudarne in odgovorne besede in dejanja. Pomagajo naj, da si svojo narodno preteklost priznamo vsej njeni celoti, svetlimi in temnimi platmi. Taka kot je del naše nacionalne identitete in do nje imejmo premišljen, pošten in spoštljiv odnos. Dokažimo sposobnost, da zmoremo živeti z njo, čeprav jo vrednotimo različno. Dokažimo, da je Slovenija domovina vseh nas, da pripada nam vsem in da vsi nosimo odgovornost za njo in njeno prihodnost. To je smisel svobode. Zaželen in spoštovan mora biti prispevek vsakogar od nas. Šele tako bodo zakoni, politične izjave in simbolna dejanja dosegli spravni smisel. Gre predvsem za sprijaznjenje z našo skupno preteklostjo. V njej so naše skupne korenine. Prav zato me v dneh spominjanja na veličino partizanskega uporništva in njegove žrtve skrbi sovražnost izjav v javnem in političnem življenju, tudi izjav nekaterih zgodovinarjev. Zločin povojnega nasilja so izrecno in večkrat obsodili predstavniki države. Obsodili so ga nekdanji partizani. Zato ne zdaj in ne pred prihodnostjo z ničemer ni mogoče upravičiti novega netenja sovraštva. Toliko manj zamolčevanjem ali opravičevanjem zločinov
povzročenih v sodelovanju z okupatorji, ali s poskusi, da bi zgodovinske spore dedov postavili za cilje mladih rodov Slovencev. Zaradi mladih se je treba sprijazniti s preteklostjo. Zapreti in zaceliti je treba rane preteklosti in pošteno pogledati na tisti podivjani čas, ko so ljudje morali izbirati med strahom in pogumom, dostikrat proti lastni volji in prepričanju. Čas je za neobremenjen pogled na dogajanje tudi ob koncu vojne, ki se je prav na slovenskih tleh končala šele teden dni potem, ko so na evropskih bojiščih že utihnili topovi. Presežno zlo je skrajno surovo, z maščevanjem in srdom zaznamovalo zadnje poglavje te strašne vojne. Zneslo se je nad vojskami, ki ujete pod karavankami niso hotele položiti orožja. A zaradi nepotvorjenega izročila zanamcem je treba povedati, da vanj nismo bili ujeti in ga nismo zagrešili samo in predvsem Slovenci. V številnih prikritih grobiščih in še neurejenih grobiščih po Sloveniji ne ležijo predvsem Slovenci in jih ni pokončala zgolj slovenska roka. Ne nalagajmo si večjega bremena na svojo vest. Ne nalagajmo si večjega bremena na svojo vest. Dovolj težko je že breme, ki nam ga nalaga resnica, osvobojena ujetosti v ideološke in politične spopade današnjega časa. Spoštovani, iskanje poti do pomiritve s preteklostjo pa ne pomeni pomiritve z realnostjo, kakršno živimo danes. To ni edino mogoče življenje. Imamo izkušnje, vse od težavne obnove razrušene domovine, ki so jo kot prednostno nalogo vodile povojne vlade. Imamo spoznanje o uspehih in napakah v pretečenih 70 letih. Imamo ustvarjalne in delovne ljudi, velike intelektualne potencijale, lepo, rodovitno in bogato deželo. Vse to nam daje priložnosti, da uspešno preživimo tudi v zaostrenih protislovjih sodobnega sveta. Povejmo si, da zmoremo. Črnogledost se zdi, da je danes zmagala nad samozavestjo in optimizmom glede prihodnosti. Slabe napovedi za svet niso redke. Poslušamo, kako se bodo pomnožili politični in socialni konflikti, padale vlade, destabilizirale države. Kako se morebiti ni mogoče izogniti niti vojnam. Spremljamo ukrepe vlad, s katerimi grehi novih bogatašev in bank dobivajo odveze z javnim denarjem, medtem ko delavci, oropani plačila in samospoštovanja, ostajajo na cesti. Na cesti ostajajo skupaj z mladimi, ki čakajo na delo z vse manj upanja, da ga bodo našli doma. Prav te razmere so priložnost, da pridemo do novega razvojnega modela. Modela, ki ne bo v opreki s temeljnimi etičnimi vrednotami. Takšnega, ki ne bo omogočal neomejenega bogatenja na račun zmeraj večje socialne revščine ter neodgovornega poseganja v naravo, ampak bo v dobro vseh nas. Takšna vizija razvoja in vrednote, ki jim bo družba zavezana, pa potrebujejo družbeno soglasje. Pritisk nezadovoljstva naravno sili, da se te naloge lotimo. Naloga je zahtevna in je ni mogoče izpeljati brez zaupanja do predlagatelja spremembe. To je izhod in je hkrati tudi težava.
Zaupanje v politiko je majhno in se samo po sebi ne bo ukrepilo. Politična elita si ga mora zaslužiti in se zanj boriti. Zlasti vlada. Pokazati mora, da si želi razumevanja in podpore ljudi, zato tudi preverja svoje načrte skozi javni dialog. Priložnosti za to so vsaj prodaji državnega premoženja in nacionalnemu reformnemu programu bi preverjanje z državljani dalo verodostojnost, vladi pa potrebno samozavest. Vlada je odgovorna najprej lastnim državljanom. Najprej mora upravičiti njihovo zaupanje. Vlada ni v zavidljivem položaju, a vendar mora ponujati podlage za konceptualne razmisleke in vanje pritegniti ves intelektualni potencial slovenske družbe. Ukrepati mora preudarno, a hitro, blažiti najbolj zaostrena protislovja, ob tem pa odpravljati še dediščino zmotnih in neodgovornih ukrepanj prejšnjih vlad, hkrati pa premišljeno postavljati temelje dolgoročni viziji. Vse to zato, da bi krepila zrahljane družbene vezi, vračala zaupanje ter utrjevala blaginjo in dostojanstvo ljudi. Spoštovani prijatelji, Slovenci nismo prvikrat pred zahtevnimi preizkušnjami. Pred 25 leti smo ustanovili samostojno slovensko državo. Kljub velikemu tveganju smo nalogo takrat zmogli. Ta cilj je odpiral novo perspektivo. Bil je jasen in vsem ljudem razumljiv. Zanj se je bilo vredno zavzeti. Bil je naš skupni nacionalni interes, naša skupna odgovornost in obenem temelj enotnosti med državljani in političnim razredom. Enotnosti, kakršne ni bilo nikoli poprej in žal nikoli poslej. Sledili smo soncu in pustili sence za sabo. Zato naj ponovim. Ko smo z vizijo stopili čez medsebojne razlike, smo Slovenci vselej zmogli velika, pogumna in ambiciozna dejanja, ki so bila na ravni zahtev zgodovine. V ospredju je bila odgovornost za usodo naroda. Dokazali smo, da zmoremo. Odgovornost za narodovo prihodnost nas mora povezati tudi danes. Zdaj kaže, da smo na poti gospodarskega okrevanja in so možnosti, da bodo njegove blagodati pravično razdeljene. A moramo ostati strpni, solidarni in pravični. Povezani v zavesti, da imamo možnost ustvariti družbo pravičnosti in priložnost, da za naše otroke in vnuke ustvarimo državo, o kakršni smo sanjali ob osamosvojitvi. Dokažimo tudi zdaj, da zmoremo. Naj sklenem. Upor zoper okupatorja je bilo eno najbolj častnih dejanj v zgodovini Slovencev. V narodovem zgodovinskem spominu bo ostal zapisan kot nacionalna vrednota. Nanj moramo biti ponosni in hvaležni vsem, ki so dali življenja za narodov obstoj in svobodo. Zato si bomo tudi v prihodnosti šteli v čast prispevke, ki jih bomo dajali k zmagam človečnosti. Vsak med nami na svoj način. Skupaj pa s poznanjem, ki ga je ubesedil pesnik Tone Pavček. Na svetu si, da gledaš sonce. Na svetu si, da greš za soncem. Na svetu si, da sam si sonce in da sveta odganjaš sence. Obrnimo se, dragi prijatelji, v prihodnost skupaj. Veseli in ponosni, da smo obstali. Uresničili smo sanje na svoji zemlji
pod svobodnim soncem. Hvala. Mladinski pevski zbor osnovne šole Jurija Dalmatina iz Krškega pod vodstvom Damjane Mlakar bo potrdil, da se iz generacije v generacijo gradi nov optimizem. Garda Slovenske vojske je visoko izurjena vojaška enota, ki opravlja naloge najvišjega vojaškega protokola. Eden od ciljev Garde Slovenske vojske je usposobiti se za izvajanje vojaških časti in drugih nalog ter ob protokolarnih dogodkih doseči vzoren zgled, visok nivo zavesti in profesionalen odnos do vojske, države in državnih simbolov. Gardisti so najbolj ponosni na predstavitveni program posebnih postrojil Garde Slovenske vojske, ki ga pod poveljstvom vodnika Simona Žagarja izvajajo najbolj izurjeni gardisti Slovenske vojske.
ne bom mogel stopiti pred vas. Stopiti ne mogel pred vas. Orkester Slovenske vojske je bil ustanovljen aprila 1996 in je danes sestavni del enote za protokol. Vodi ga Gregor Vidmar. Tradicija vojaških orkestrov na slovenskem ozemlju sega v drugo polovico 18. stoletja. Z razvojem vojske in orkestrov skozi čas pa se je vloga oziroma dejavnost teh orkestrov nenehno spreminjala in razvijala. Tudi orkester Slovenske vojske nadaljuje tradicijo in svoje poslanstvo kot ambasador kulture, ki so jo oborožene sile prek vojakov gojile skozi vso zgodovino. Rota, hodi korak, hop, hej!
Zgodovino je mogoče ponarejati, svobode in volje po svobodi nikoli. 70-letnica zmage nad nacifašizmom in s tem rojstva nove Evrope je čas, da še enkrat povemo tudi to. Obžalujemo današnje zlorabe mrtvih za politikantsko podaljševanje vojnih delitev in sovraštvo, ki hromijo Slovenijo. Zveza Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Slovenije se zaveda, da so današnji časi drugačni od takratnih vojnih in povojnih let. Obstajajo pa trajne vrednote, ki so življenjsko pomembne tudi za prihodnost. Mir, svoboda, človeško dostojanstvo, pogum, ponos, pravičnost, zvestoba domovini, njeni kulturi in jeziku, tovarišem, skrb za vse, ki so v stiski. Prizadevamo si, da bi jih tudi novi rodovi sprejeli za svoje. In to ponavljamo še enkrat, tudi ob tej veliki obletnici. Uradni del današnje slovesnosti ob 70-letnici osvoboditve končujemo tako, kot smo ga pričeli, z rudarsko godbo Hrastnik in odhodom bojnih zastav slovenskih partizanskih enot. Zahvaljujeva se vam za udeležbo in vas vabiva, da še ostanete na Trgu Republike. Na ploščadi pred Cankarjevim domom se lahko pokrepčate z golažem in pijačo, na tem odru pa bodo še celo popoldne nastopale glasbene skupine in pevski zbori. Scenarij današnje slovesnosti sta pripravila Martin Premk in Iztok Tori, ki je slovesnost tudi zrežiral. Prireditev sva vodila Barbara Cerar In Walter Dragan. Smrt fašizmu! Svobodo narodu! Note, mirno! Zastavonoše, bojnih zastav Slovenske vojske, zastavonoše bojnih zastav Slovenske partizanske vojske, praporščaki, za koga? Pohodnim korakom na